sem hotela pokazati, pa bo tudi tako je povedal. Namreč, vrhunski športnik mora prestopiti 3 stopnice, preden pride na vrh. Prvo delo, drugo delo in tretjo delo. Izjavo atleta Pavla Nurmija potrjujejo tudi rezultati naših športnic in športnikov. To je že 3. prireditev. Naredili bomo razglasili najboljše posameznice in posameznike v streljanju, v orientacijskem teku, podelili priznanja Mednarodnega sveta za vojaški šport za mednarodne dosežke ter razglasili najboljšo enoto, brigado, športnico in športnika Slovenske vojske za leto 2015. Lepo pozdravljeni in dobrodošli športnice in športniki, ljubitelji športa, cenjeni visoki gostje. Dokaz, da šport nima omejitev, vsaj glede let, sledi že v nadaljevanju. Športno društvo Sokol Bežigrad letos praznuje 85 let delovanja na področju orodne telovadbe, ob tem pa zagotavlja športno in rekreativno dejavnost članov društva in občanom vseh starostnih skupin. Bežigradski Sokoli veterani se bodo danes na gradi predstavili s koreografijo na svobodno Predinovo pesem Bolj star, bolj nov. Poglejmo. Dopo
Vsekakor odličen vod v današnjo prireditev Poglejte katero. Naši športniki pa poleg tega uspešno promovirajo tudi slovensko vojsko na različnih prireditvah v javnosti. V besedi vabim načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalna ura, doktorja Andreja Kostramara. Prosim. Spoštovani podžupan mesta občine Ljubljana, Dejan Crnek, ministrica za obrambo Andreja Katič, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, visoke gostje, pripadnici in pripadniki Slovenske vojske, lepo pozdravljeni. Veseli me, ko vas gledam pred seboj zbrane najbolj zahtevne športnike in športne delavce poveljstev in enot Slovenske vojske, ter vrhunske športnike naše športne enote. Moj dober prijatelj je nekoč povedal, da je šport pravzaprav vse, kar giblje telo. S tem je mislil najprej tisti najodpornejši del, ki jo vključuje garanje na zahtevnih treningih, časih poškodbe, predvsem pa veliko odrekanja, za nekaj kratkih trenutkov, ko lahko rečeš, uspelo mi, premagal sem vse, najbolj pa samega sebe. Nikar pa ne pozabimo tiste druge plati športa in to je neizmerno veselje, ki na vrhunski športni rezultati prinašajo bodi si pa živo, bodi so za mlade na ekranih, ki jih gledamo doma. Za visoko aktivnimi rokami in glasnimi sliki vas spremljajo in spodbujamo. Tudi sam rad navijam za svoje prijatelje, sodelavce, športnike in športnice. Tudi na ta način vas podpiramo, verjetno pa je tudi vam zmaga pomembna in tudi nam jo je lepo deliti z vami. Za naše vojaško delo je dobra telesna pripravljenost izjemnega pomena. Zagotavljamo pripravljenost in vzdržljivost za vse naše zahtevane naloge, od kurjenja, zagotavljanja miru in varnosti, tako v tujini kot doma, predvsem pa takrat, ko moramo hitro preskočiti na pomoč našim sodržavljanom. Tudi zato se v zahtevnih razmerah, kot sta že ali poplava, lahko odzivamo učinkovito in varno in tako pomagamo našim sodržavljanom in sodržavljanom. V Slovenski vojski šport ni samo življenje, in tako je tudi način življenja. Samo tudi eden od največjih podpornikov je Slovenska vojska tudi v službi šport, kajti res s podporo lahko dosegate take rezultate, kot ste jih dosegli. Na podlagi sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev med ministrstvi za obrambo, notranje zadeve, finance, izobraževanje, znanost in šport ter Olimpijskim komitejem Slovenije imamo v športni enoti trenutno zaposlenih 65 vrhunskih športnikov in športnic in trenerjev, ki jih podpiramo na njihovih poti. Kljub pomanjkanju virov, podpori vrhunskih športnikov namenjamo kar 1,2 milijona evrov letno. Vsi vi, ki predstavljate presežke v vrhunskem in tekmovalnem športu, se nam vsem bo vzor, ki mu želimo slediti tudi mi in spodbujati
Boga, da ne odnehamo, ko je težko, ali se nam zdi, da ne zmoremo več. Vi ste dokaz, da telo sledi, če ga je dovolj strajno in močno potiska. To potrjuje tudi 25 medalj, ki ste jih samo letos vojaških športnikov osvojili na svetovnih in evropskih prvenstvih, evropskih igrah, tekmovalnih nagrad ter na 6 svetovnih vojaških igrah. Zgodba o uspehu pa že vrsto let piše tudi naš pripadnik Matej Markovič, ki za organizacije športnih humanitarnih projektov sa sodelavci uspejo vsako leto zbrani več sredstev za tiste, ki potrebujejo pomoč. Spoštovani prejemniki priznanja, iskreno vam čestitam in želim veliko športnih in drugih uspehov tudi v prihodnje. Ker se leto počasi izteka, bi vam te priložnosti rada želel prijeti praznika in srečo, zdravo ter uspešno leto, ki prihaja. Prepričan sem, da bo tudi naša podpora športni dejavnosti en izmed razlogov, ki bodo v naši vrsti privabili tudi nove sodelavce. V vrstah Slovenske vojske je še prostor za mlade, odločne in domoljubne ljudi. Kakšni so tudi vi, športnice in športnice Slovenske vojske, kot športniki, ki nas zastopate na svetovnih prvenstvih. Hvala. Ste vedeli, da strelstvo lahko povezujemo z meditacijo in da je zelo primerno terapevtsko sredstvo? Samo mirna roka in ostro oko pa nista dovolj za strelca, ki se pri tem športu na poseben način uglašuje z vso svojo možnostjo. Je pa to zagotovo eden od športov, ki so slovensko vojsko in vojaškim usposabljanjem neločljivo povezani. Vsako leto se organizirata strelska liga Slovenske vojske in prvenstvo Slovenske vojske v streljanju. Liga se je lani razširila še na dinamično streljanje. Letos je prva brigada Slovenske vojske organizirala 3 tekme v dinamičnem in 3 tekme v športnem streljanju. Seštevke rezultatov vseh tekmovanj so prinesli zmagovalce za generalno razvrstitev strelske lige 2015. Priznanje najboljšim bo sta podelila poveljnik prve brigade Slovenske vojske, brigadir Roman Urbanč in dobitnik 3 olimpijskih medalj Rajmond Debevac, pripadnik športne enote Slovenske vojske. Rajmond pa že znal povedati, kaj je pri tem športu najbolj važno. Ga bomo zaslišali kasneje. V konkurenci posameznikov je razvrstitev naslednja. 3. mesto vojaka Borut Delošt, 670 logistični volk. In glede na to, da je podelitev za orientacijsko ligo, predvidevamo, da do jutra ne rabi karte. Drugo mesto poročnik Aleš Kuhar, generalštab Slovenske vojske. In prvo mesto nižji vojaški uslužbenec Toni Ravkovec, 157 logistični volk. Iskrene čestitke predlagam, da prvi splošno
Kompas ne katerakoli druga sodobna navigacijska naprava, karta, ne razglednica in gibanje z lastnimi mišicami, ne katerakoli drugo prevozno sredstvo. Vse to je orientacijski tek, disciplina, ki Slovenska vojska namenja veliko pozornosti. Vsako leto organizirajo prvenstvo Slovenske vojske, zadnjih 5 let pa tudi orientacijsko ligo. V organizaciji 72. brigade so bile letos 3 tekme. Kdo se je najbolje odrezal, bomo spoznali že čez nekaj trenutkov, zato nam bodo vabim vodjo orientacijske reprezentance Slovenske vojske, polkovnika Boštjana Baša in vrhunskega športnika, kajakaša Petra Kauzerja, da podelita priznanja najboljšim v orientacijski ligi. Prosim. Pričnemo pa ženskami. 3. mesto, Tadeja Vilar, 74. pehotni polk. Drugo mesto, Sanja Peklar, prav tako iz 74. pehotnega polka, ki morda lahko prevzame tudi za svojo kolegico. In pa prvo mesto v kategoriji žensk, Suzana Drevenšek, 132. gorski polk. Med moškimi pa 3. mesto pripada Jožefu Štiblerju, enota vojašnice generalmajstra. Drugo mesto, Aleš Zabavnik, Rodovski bataljon 1. brigade. Srečo Omec, vojaško-zdravstvena enota, ki je odsoten, bo prevzela priznanje namestnika poveljnika vojaško-zdravstvene enote, majorka Bernarda Počan-Perčič. Prosim. Iskrene čestitke tudi za ta sklop in hvala lepa našim odgovorcem. Mi pa gremo prav posebnemu razvoznemu športu, ritmični gimnastiki. Ker v tim je komaj dobro leto delujoč klub za ritmično gimnastiko, idejni vodja je gimnastični as in svetovni prvak Luka Petkovšek. Program vadbe oblikuje in vodi nekdanja vrhunska športnica, ritmična gimnastičarka Murca Rode, ki je s svojimi uspehi zagotovo pomembna promotorka tega športa v Sloveniji. Klub se ponaša z državno prvakinjo v mladinski kategoriji ter številnimi mladimi obetavnimi ritmičarkami, v njemu vadi že 250 deklic. Nam pa se bo predstavila Nastja Podvratnik, ki trenira pod vodstvom Valentine Horvat in Mojce Rode. Prosim.
Danes je za športno enoto poseben dan. V dopoldanskem času so imeli pripadniki postroje ob dnevu športne enote. Poglejmo pa si nekaj utrinkov o zgodovini in nastanku športne enote Slovenske vojske. Njen prvi poveljnik je bil dr. Janez Trobičar, ki ga danes prav lepo pozdravljamo med nami. Začetki športne enote Slovenske vojske segajo v leto 1991. Takrat se je porodila ideja, da bi učili vojaške policije zaposlili nekaj vrhunskih športnikov, ki se ukvarjajo z vojaškimi športi, kot sta streljanje in biatlon. Zaposleni športniki so se kot pripadniki Slovenske vojske prvič udeležili svetovnega vojaškega smučarskega prvenstva na Finskem marca 1992. Pogoji, da je športna enota začela delovati kot samostojna enota, so bili zagotovljeni 1. decembra 1994, ko je bila potrjena formacija športne enote Republiškega štaba teritorialne obrambe. Zato je za dan enote izbran 1. december. Že takrat je bilo v njej 5 pripadnikov stalne sestave in kar 40 vrhunskih športnic in športnikov. Danes športna enota zaposluje 66 pripadnikov, ki ob rednih treningih aktivno promovirajo Slovensko vojsko na tekmovanjih doma in v tujini, ter s tem spodbujajo šport v vojski. Najboljši športnice in športniki v Slovenski vojski so organizirani v športnih reprezentancah Slovenske vojske, v katerih so tako pripadniki športne enote kot najboljši športniki iz stalne sestave. Člani reprezentance udeležujejo mednarodnih tekmovanj v okviru Mednarodnega sveta za vojaški šport, ki je krovna svetovna organizacija na področju vojaškega športa. Športna enota Slovenske vojske, čestitke v vašem dnevu. V letošnjem letu so pripadniki športne enote in športnih reprezentanc Slovenske vojske na svetovnih in evropskih prvenstvih, evropskih igrah, tekmovanjih NATO ter na 6 vojaških svetovnih igrah skupno osvojili kar 25 medalj. Dobitniki medalj na civilnih tekmovanjih so že prejeli priznanja ob dnevu športne enote danes dopoldne, zdaj pa bomo podelili še priznanja dobitnikov medalj na 6 svetovnih vojaških igrah v Koreji ter tekmovanju NATO v šahu. Na oder vabimo vodjo nacionalne delegacije v Republiki Sloveniji, vodjo športnih reprezentanc Slovenske vojske ter poveljnika športne enote Slovenske vojske podpolkovnika Jureta Velebca, da podeli priznanja za mednarodne vojaške športne dosežke v letu 2015. Plakete za medalje na 6 svetovnih vojaških igrah in NATO-vih tekmovanjih v letu 2015 prejmejo Ana Velenšek, prejme plaketo za osvojeno zlato medaljo v disciplini judo v kategoriji do 78 kg. Ana je danes odsotna, zato bo plaketo prevzel vodja reprezentance Slovenske vojske v judu, major Ivan Armenc. Aplavz za vse. Nina Milošević prejme plaketo za osvojeno srebrno medaljo v judu v kategoriji do 63 kg. Tudi Nine danes ni med nami, plaketo pa bo prevzela reprezentančna kolegica Raša Staka. Medalje v kladanstvu skokih na cilj posamezno. Še en dokaz več, kako zelo so aktivni naši športniki
upi pa je ta, da tudi Roman Državno z nami, plaketo bo prevzel vodja podarske reprezentance Slovenske vojske, major Franko Jesenšek. Nuša Rajkar prejme plaketo za osvojeno bronasto medaljo v disciplini tekvando v kategoriji 78+. Nuša se je uspešno vrnila v Rim, predtem pa je na svetovnem prvenstvu v Rusiji osvojila 5. mesto. Predlagam še ena čas. Jure Vandar prejme plaketo za osvojeno bronasto medaljo v disciplini tekvando v kategoriji do 63 kg. Višji vodnik Igor Mesek prejme plaketo za osvojeno srebrno medaljo v hitropoteznem šahu na 26. šahovskem prvenstvu NATO na Nizozemskem. Tudi Igor je odsoten, plaketo bo prevzel vodja šahovske reprezentance, kapitan vojne ladje Peter Papler. Plaketo športne enote pa prejme tudi Olimpijski komitej Slovenije, zato prosim predsednika gospoda Bogdana Gambrovca, da pride po priznanje. Plaketo se Olimpijskemu komiteju podeljuje za dolgoletno sodelovanje v okviru uresničevanja sporazumov o zaposlovanju vrhunskih športnikov in pa trenerjev. Sam skupaj iskrene čestitke. Na športne dosežke naših pripadnikov pa je vsakič znova še posebej ponosna tudi ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič, ki jo vabi k besedi. Spoštovani Boštvan mestna občina Ljubljana, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, predsedniki športnih zvez in društev, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, športnice in športniki visoke vojske. Vesela in ponosna sem, da sem danes med vami, pred pripadnicami in pripadniki Slovenske vojske, ki vas poleg ljubeznih domovine vodi tudi močan športni duh. Med vami, ki se neprestano dokazujete. Med vami, ki si vedno zastavljate višje in višje cilje. Tudi sama sem se nekoč aktivno ukvarjala športom, zato se morda še toliko bolj zavedam, da je izredno težko dosegati tako vrhunske rezultate, da si med najboljšimi. Vi ste bili v tem preboju več kot uspešni. Uvrstili ste se med najboljše športnice in športnike Slovenske vojske. To je zahtevna konkurenca. Da ste prišli na sam vrh, ste se morali izkazati na številnih tekmovalnih preizkušnjah skozi vse leto. Vaši dosežki so neizpodbitni, ni mogoče oporekati, saj so izmerjeni z objektivnimi, tako rekoč absolutnimi merili in z veliko natančnostjo. Lastna izkušnja ukvarjena športom me je naučila tudi tega, da je dobra telesna pripravljenost izredno pomembna za uspešno soočanje tako s poklicnimi kot tudi z osebnimi izzivi in da je izjemno pomembna za ohranjanje zdravja in kakovosti življenja nasploh.
Prepričana sem, da se vsi zavedamo, da je ukvarjanje športom ključnega pomena tudi za zdrav razvoj otrok in mladostnikov. Pri pridobivanju novih pripadnikov Slovenske vojske žal opažamo, da je precejšnji odstotek kandidatov v slabi telesni pripravljenosti. Zato verjamem, da je prav, da z vami delim mnenje o tem, da to ni dober pogled za našo družbo. Tudi zato vidim kot naš skupni izziv, da mladim šport še bolj približamo. Športnice in športniki v Slovenski vojski ste na tem področju veliko naredili. Ste vzorniki mlajšim generacijam. Zato si želimo, da bi na vas v tem pogledu lahko računali tudi v prihodnje. Dobra psihofizična pripravljenost je bistvena za usposobljenost pripadnic in pripadnikov posameznikov, pa tudi za usposobljenost Slovenske vojske kot celote. Vesela sem, da se v Slovenski vojski tega dobro zavedate. Tudi številni zaposleni v obrambnem resorju, ki sicer niste profesionalni športniki, se aktivno ukvarjate športom in se uspešno udeležujete športnih tekmovanj v Slovenski vojski, pa tudi tistih organiziranih v civilnem okolju. S svojim aktivnim športnim udeležovanjem tako dajete dober zgled vsem drugim zaposlenim, ki so zaenkrat na športnem področju manj aktivni. Na današnji prireditvi dajemo pozornost dvema vrstama vrhunskih športnih dosežkov. In sicer so to na eni strani dosežki pripadnic in pripadnikov ter enot stalne sestave na tekmovanjih in mladenskih okvirov Slovenske vojske, na drugi strani pa gre za dosežki pripadnic in pripadnikov športne enote in najboljši športnikov iz drugih enot na mednarodnih vojaških tekmovanjih. Prepričana sem, da se vsi zavedamo, da ta tekmovanja v vojaškem svetu izredno veliko pomenijo. Uspehi naših športnic in športnikov na njih pa prinašajo Slovenski vojski in Republiki Sloveniji veliko ugled. Letos oktobra v Južni Koreji potekal tudi največji športni dogodek mednarodnega sveta za vojaški šport doslej, 6. svetovne vojaške igre. Udeležilo se jih je 120 držav z več kot 7000 vojaki športniki. Slovenska vojska se jih je udeležila s 16 športniki. Uspeh je bil izjemen. Naši športniki so osvojili kar 5 medalj, eno zlato, eno srebrno in 3 bronaste. Iskrene čestitke za ta velik uspeh. Spoštovani športnice in športniki Slovenske vojske. Že v prihodu na Ministrstvo za obrambo sem se zavedala pomena zaposlovanja vrhunskih športnic in športnikov v Slovenski vojski ter vse podpore slovenskemu športu. Prizadevala si bom, da bomo tudi v prihodnje to nalogo obrambnega sistema še naprej izvajali čim bolj učinkovito in v mogočih okvirih tudi krepili. Nadaljevali bomo tudi že z tradicionalnim zagotavljanjem logistične in druge podpore Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske pri organizaciji pomembnih športnih prireditev v Sloveniji. Leto, ki se proslavlja, je bilo bogato z vašimi vrhunskimi športnimi dosežki. Zato si zaslužite vse priznanje. Na vas sem izredno ponosna. Prepričana sem, da ta ponos delim tudi z drugimi. Poleg tega čutim do vas tudi veliko hvaležnost za to, da na tako plemenit način, kot je mogoče prav prek športa, ohranjate in še dvigujete ugled Slovenske vojske in Republike Slovenije v mednarodnem okviru. Trdno zaupam v vas in v vaš trud. V prihajajočem letu 2016, ki bo tudi olimpijsko leto, vam želim vse dobro in veliko športnih uspehov. Srečno! Hvala lepa ministrici za obrambo Republike Slovenije Andreji Katič tudi za lepe želje. Kvartet klarinetov, stokalcev in basistov orkestra Slovenske vojske je danes z nami in naslednje glasbene minute bodo namenili ljubezni tudi v športu, brez nje ne gre. Dan ljubezni, prosim. Thank you.
Iz ljubezni so nas odpeljali še malo dlje, pesem za dimen, denarja. Za izbor najboljše enote na področju športa, najboljše brigade, najšportnice in najšportnika Slovenske vojske se je upoštevalo točkovanje za uvrstitev na posameznih prvenskih Slovenske vojske v letu 2015. Pripadniki so tekmovali skupno v 7 posamičnih in 5 ekipnih tekmovanjih, kjer so dobivali določeno število točk. Pri skupnem seštevku enot so točkam ekipnih prvenstev prišteli še točke njihovih pripadnikov z posamičnih prvenstev. Za zmagovalca med pripadami Slovenske vojske so se upoštevale točke iz enot iste brigade. Pokal je najboljšim enotam in najboljši brigadi Slovenske vojske za leto 2015 bo podelil načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Kostanov. Med enotami so rezultati naslednji. 3. mesto, 10. pehotni polk. Drugo mesto generalštab Slovenske vojske. Prvo mesto, 132. gorski polk. Najboljših brigad Slovenske vojske za leto 2015 pa je prvo mesto znova osvojila prva brigada Slovenske vojske. Še povem, da je v skupni razvrstitvi med brigadami drugo mesto zasedla logistična brigada, 72. brigada pa je osvojila 3. mesto. Še enkrat čestitev vsem nagrajencem in hvala lepa načelniku generalštaba Slovenske vojske. Plesna šola Minimundo iz Ljubljane združuje različne generacije plesalcev. Na državnih in svetovnih prvenstvih v street dance šovu njihovi plesalci posegajo po najvišjih mestih in ena takšnih plesalk je tudi današnja gostja, ki je s točko odločitev že stala na stopničkah na državnem prvenstvu in osvojila tudi bronastno medaljo na letošnjem svetovnem prvenstvu v street show plesih na Češkem, Alja Bobidar-Cikaro.
Hvala lepa, Alja, sicer bi tudi pustili, ampak za naslednji sklop priznan po malo premoti. Prišli smo do vrhunca današnje prireditve in pred nami je namreč še podelitev najboljših posameznic in posameznikov na področju športa v Slovenski vojski. Naj vabim ministrico za obrambo Republike Slovenije Andrejo Katič, da podeli nagrade najboljšim športnicam in športnikom v Slovenski vojski za leto 2015. Seveda pa bo v roki najboljšim posameznikom segal tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske, general-major dr. Andrej Osterman. Začnimo z dekleti. 3. mesto, višja vojaška uslužbenka 13. razreda Marjana Tontar, generalštab Slovenske vojske. In da bomo nekaj počakate v odru, sicer ni ravno velik, ampak ravno pravšni, da se bo 6 najboljših vseeno uspelo razvrstiti. Drugo mesto, desetnica Tina Zagor, Zagorski bataljon 72. brigade. Je poročnica Mojca Prerin 152. Slovenske vojske za leto 2015 pa so 3. mesto, podpolkovnik Jure Velepec, športna enota.
za en skupinski posnetek in seveda tudi Rože Svet, načelnica leta, ministrica Zvonke. Še enkrat srednje čestitke, Mi pa si zdaj poglejmo krajši prispevek o športnici in športniku Slovenske vojske 2015, glavni vlogi Mozart Rim in Iztok Karvajter. Športni pomeni zelo veliko v življenju, v bistvu je to moj način življenja. Vsak prosti čas, kada imam, je smislen za šport. Športu se ukvarjam že od malih nog, v osnovni šoli sem se začela malo bolj resno ukvarjati z nogometom. Ko sem se zaposlila v Slovenski vojski, pa je v bistvu dobila vse skupaj širši pomen, saj sem lahko v svojem delovniku naredila en dober trening v času redne športne vadbe, nato pa še izven rednega delovnega časa v svojih najnižjih panogah. Šport mi je nekako postal način življenja. Lahko rečem, da je to zame neko koristno preživljanje prostega časa in seveda borba proti stresu, ki nam ustvarja to sodobno hitro življenje. Kot največji dosežek bi rekel, ne rezultatsko, bi izpostavil samo dejstvo, da še nikoli v življenju na nobeni tekmi nisem odstopil. Velikokrat mi je bilo zelo težko, ampak zmerom kljub temu, da sem bile pred mano še ura, 2, 3 trpljenja, sem prišel do cilja. Moja motivacija je, da si želim biti še boljša, še močnejša. Vsakič, ko se držim tekme, si želim dobrega rezultata. In če ni to rezultat, katerega sem si želela, bom želela še močneje trenirati, še več trenirati, da ga bom dosegla. In moj cilj ni samo državno prvenstvo, ampak tudi kaj več in želim si doseči ta cilj. Ni lovil sonce, dež, nizke temperature, tukaj ni lovil, samo želje po uspjehu. V nekaj knjigi sem prebral na svet, katerega se držim, da naj ne iščemo izgovorov, da se zakaj ne išli na trening v zunanjih dejavnikih, kot so vreme, pomanjkanje časa. To so samo izgovori, ki jih iščemo v sebi. In ko to račisti sam pri sebi, vidim, da je to dejansko res, da se zmerno najde čas za trening, ne glede na vremenske razmere in vse ostalo. Če citiram pokojnega Jureta Rubiča, kljub neznosni bolečini se preprosto nočem ustaviti. Naj bo to vzbilo vsem športnikov Slovenske vojske, da naj zbijo svojih ciljev in svojih sanjev. Sicer se pripadniki Slovenske vojske velikokrat premalo zavedamo, kako pomembna je fizična in telesna pripravljenost in da nam je v bistvu to, da takrat, ko nam delovne razmere omogočajo, da kakšno posvetimo športu, da nam je to dolžnost in ne samo neki privilegij, seveda pa je to velik privilegij proti drugim svetom. In res je tako, Mozart Rim, Iztok Karvajter, iskrene čestitke.
te slovesne športne trenutke in še enkrat iskreno čestitam vsem nagrajencem. Vabljeni, da ostanete z nami tudi na druženju, ki sledi v nadaljevanju. Vsem, ki se v mislih sprašujete, kakšen je recept do takšnih ali sorodnih zmagovanih odrov, pa morda v razmislek ali spodbudo na svet železne ledi, ki je nekoč dejala. Nepoznamni poudarek, ki bi prilezal na vrh brez trdega dela. To je recept. Ne bo vas vedno spravil na vrh, vas bo pa zagotovo pripeljal presneto blizu. Lep dan še naprej.